spoštovane in spoštovani. Dobrodošli na današnjem pogovoru na temo spolnega nadlegovanja v akademskem polju, ki ga organizirate Slovensko sociološko društvo in njena sekcija za spol in družbo. Zahvaljujem se današnjim sogovornicam in sogovorniku, ki so se odzvali našemu vabilu, in hvala vsem, ki ste se nam pridružili na tem virtualnem srečanju. Današnji pogovor je prvi v nizu pogovorov na omenjeno temo, in ker je to prvi v ciklusu pogovorov, bo današnji namenjen predvsem temu, da ugotovimo, koliko in kako uspešno smo se v socioloških krogih s to tematiko v zadnjem času ukvarjali, koliko smo prispevali k širšemu družbenemu razumevanju tega pojava in koliko k reševanju tega problema v praksi. Ne samo, pa vendarle predvsem v našem lastnem akademskem polju. Dovolite mi, da na samem začetku rečem nekaj, kar za današnjo in podobne teme velja, in sicer, da če hočemo o kakšnem družbenem pojavu govoriti, o njem razpravljati in ga pretresati z različnih zornih kotov, ga moramo najprej poimenovati in definirati. To, da se vse do 70 let prejšnjega stoletja o spolnem nadlegovanju sploh ni govorilo, namreč ne pomeni, da ni obstajalo. Enako velja za slovenski prostor, kjer smo se spolnim nadlegovanjem začeli resneje ukvarjati šele sredi 90 let prejšnjega stoletja. Spolno nadlegovanje je bilo takrat za slovenski prostor nova tematika. Veliko je bilo nepoznavanja te problematike. Ustanovitev projektne skupine Kako reči šefu ne, novembra 1997, in izdaje knjižice Kako se spopasti s spolnim nadlegovanjem na delovnem mestu, ki jo je izdal Urad za žensko politiko leta 1999, sta prinesli v naš širši družbeni prostor informacije o tem, kako imajo to področje urejeno v nekaterih drugih državah, kakšna je dolžnost zakonodajalca in delodajalca, koristne informacije o tem, kako prepoznati spolno nasilje, priporočila, kako se s tem primerom spopasti na delovnem mestu, pravila ravnanja za ukrepanje proti spolnemu nadlegovanju, ki jih je 1993 sprejela Evropska komisija, in seveda definicijo spolnega nadlegovanja. Takratna definicija se je od takrat samo še dopolnjevala. Precej široko sprejeta definicija spolnega nadlegovanja pravi, da je spolno nadlegovanje kakršnakoli oblika neželenega, verbalnega, neverbalnega ali fizičnega ravnanja oziroma vedenja spolne narave z učinkom ali namenom prizadeti dostojanstvo osebe, zlasti kadar gre za ustvarjanje zastraševalnega, sovražnega, ponižujočega, sramotilnega in žaljivega okolja. Zajema torej širok spekter ravnanj, fizične, verbalne, neverbalne ravnanja spolne narave. Zakon o delovnih razmerjih je nekaj let kasneje vključil tudi člen, ki govori o varovanju dostojanstva zaposlenih, in v 47. členu pravi v prvem odstavku: delodajalec je dolžan zagotavljati takšno delovno okolje, v katerem noben delavec ne bo izpostavljen spolnemu in drugemu nadlegovanju ali trpinčenju strani delodajalca, predpostavljenih ali sodelavcev. V ta namen mora delodajalec sprejeti ustrezne ukrepe za zaščito delavcev pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali pred trpinčenjem na delovnem mestu. Akademsko polje je specifično zaradi več razlogov, zato tudi urejanje in problematika zahteva posebno pozornost. Če pogledamo malo naokrog, imajo številne univerze po Evropi zelo natančne pravilnike, protokole ali smernice za ravnanja, ko se odkrijejo primeri spolnega nadlegovanja. Pri nas tega vsa univerzitetna okolja nimajo. Univerza v Ljubljani ga ima, to je pravilnik o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih na Univerzi v Ljubljani in študentov Univerze v Ljubljani. To je tudi edini pravilnik, ki omenja tudi študente, a tudi ta je pomanjkljiv. Skratka, hitra ocena stanja na tem področju bi bila, da nas tu čaka še veliko dela. Glede na mnoge odzive v javnosti ob nedavno razkritih primerih spolnega nadlegovanja v akademskem polju je bilo na primer videti in slišati odzive, ki pravzaprav pričajo o tem, da je poznavanje te problematike še vedno šibko, da je še vedno veliko nerazumevanja glede tega, kaj spolno nadlegovanje je, in še posebej, kako razumeti in nasloviti spolno nadlegovanje v akademskem polju. Kakšna je razlika, na primer, med spolnim nadlegovanjem in drugimi oblikami spolnega nasilja, ki so tudi kazniva dejanja. V
vsem tem času od 90. let do danes je omanjkala prav širša javna razprava o tej problematiki. O tem problemu se vsem tem času ni veliko javno, resno in strokovno razpravljalo, veliko pa je bilo zgleda zatiskanja oči pred tem, da se to v našem okolju dogaja. Zato nekateri danes ob razkritih primerov spolnega nadlegovanja v univerzitetnem okolju govorijo o šokih, drugi se preizprašujejo, zakaj žrtve niso spregovorile prej ali zakaj takoj niso dejanj prijavile na policiji in podobno. Skratka, nepoznavanja tega problema je tako v akademski kot širši javnosti še veliko, zato smo današnji pogovor zasnovali tako, da pokažemo, koliko vednosti v socioloških vrstah in tudi širše kljub vsemu posedujemo o tem družbenem problemu. In zato smo v goste povabili sogovornice in sogovornika, ki se s tem vprašanjem strokovno in raziskovalno ukvarjajo, nekateri že dlje časa. Povabili smo tudi tiste, ki se s tem vprašanjem srečujejo v vsakdanjem življenju in delu. To so zaslužna profesorica doktorica Maca Jogan, strokovnjakinja na tem področju doktorica Sonja Robnik, raziskovalec in predavatelj spolnosti in dekan Filozofske fakultete profesor dr. Roman Kuhar, raziskovalka na področju nasilja nad ženskami doktorica Jasna Podreka, Mija Hočevar, predsednica študentskega sveta Filozofske fakultete, Katja Zabukovec-Karin iz Društva za nenasilno komunikacijo. Pogovor pa bom vodila Milica Antič Gaber z Filozofske fakultete. Pogovor bo potekal tako, da bo vsaka vabljena sogovornica oziroma sogovornik v svojem okrog 8 minut dolgem prispevku strnjeno povzel odgovore na nekaj mojih iztočnic. V drugem krogu bomo odvisno od časa odprli še kak dodaten vidik pomembne problematike za našo razpravo. Tu bodo mogoče tudi replike ali dopolnila sogovornic, sogovornikov. Po tem krogu bomo odprli razpravo za vse udeleženke, udeležence današnjega pogovora. Današnji dogodek pa bomo zaključili s predstavitvijo javne izjave Slovenskega sociološkega društva o spolnem nadlegovanju v akademskem polju. Preden dam besedo profesorici doktorici Maci Jogan, naši prvi sogovornici, mi dovolite še nekaj iztočnic. Profesorica Maca Jogan je bila prva, ki se je v 90. letih v Sloveniji lotila znanstvenega raziskovanja tega družbenega pojava. Leta 1999 je naredila raziskavo o spolnem nadlegovanju na reprezentativnem vzorcu in v raziskavi se je pokazalo, da je bila v Sloveniji takrat spolno nadlegovana vsaka osma ženska in vsak 14. moški. Tole moje raziskovanje je odkrilo tudi, da je objavila vrsto znanstvenih člankov na temo in tudi podlistek v časopisu Delo v 8 nadaljevanjih o spolnem nadlegovanju na delovnem mestu leta 2020. Malce dvomim, da bi se danes kakšen dnevni časopis lotil takšne objave ali pa dovolil si takšno objavo. Raziskava se sicer ni posebej ukvarjala z akademskim poljem, je pa profesorica Jogan tudi na tem področju odprla področje za nadaljnja raziskovanja ter spodbudila regulacijo te problematike na področju dela oziroma delovnih razmerij. Teoretske razlage pojavov spolnega nadlegovanja se dotikajo 3 ravni: individualne, organizacijske in societalne. Za našo današnjo razpravo sta zanimivi predvsem zadnji 2. In upam, da bomo ti 2 tudi naslovili v naših nadaljnjih prispevkih. Ko sem iskala in kasneje prebirala različne članke in odzive na odkrite primere spolnega nadlegovanja v Sloveniji, sem dobila občutek, da pravzaprav od konca 90. let in teh omenjenih člankov in raziskav nismo prav veliko naredili in imamo tudi zato veliko problemov pri razumevanju tega pojava. Kakšne širše javne razprave v tem času ni bilo, večjih raziskav tudi ne, prisotni so poskusi politizacije ali marginaliziranja problematike. Malo pa je poskusov postaviti zgodbe spolnega nadlegovanja v širši družbeni kontekst in o tem razpravljati o zgoraj navedenih vidikih te problematike. V zaključku članka iz leta 2000 profesorica Jogan zapiše, da bo v prihodnosti v Sloveniji potrebno ozaveščanje relevantnih dejavnikov, tako potencialnih žrtev kot nosilcev moči v organizacijah in širše, zavarovanje integritete in dostojanstva zaposlenih z določitvijo sankcij in vzpostavitev institucionalnih možnosti za nadzor in odpravljanje problemov.
Profesorica Maca Jogan, prosila bi te za eno kratko analizo tega, kako ti vidiš dogajanje v tem zgodovinskem okviru od 90-ih let do danes, kaj se je spremenilo in kaj se ni, pa bi se lahko ali celo moralo, smo naredili kakšen napredek in kje. In kako daleč je po tvojem mnenju pri reguliranju razmerij in posledično pri formalnem sankcioniranju ravnanj spolnega nadlegovanja mogoče oziroma pametno oziroma treba iti, in če to lahko seveda postaviš v kontekst univerzitetnega polja. Torej, hvala za besedo. A se slišimo? Ja. Ja. Ker je čas zelo omejen, sem si napisala osnovne informacije, zato da lahko v omejenem času povem to, kar je najbolj potrebno. Torej, začnem s tem. Sociološko ukvarjanje s spolnim nadlegovanjem pomeni, da je notranje vsebinsko raznolik pojav umeščen v strukturne okoliščine in zgodovinsko dinamiko. Glede na dolgotrajno, seksistično, androcentrično, družbeno urejenost je razumljivo, da je ta pojav postal viden in družbeno priznan ter označen s posebnim pojmom šele sredi druge polovice 20. stoletja, ko je diskriminacija žensk, torej diskriminacija po spolu, postala tudi globalni politični problem. Vemo, da smo imeli od 76 do 85 prvo dekado za ženske. Manjšim raziskavam konec 70-ih let v Združenih državah Amerike je zlasti v 90-ih letih sledilo več raziskav in tudi različnih kampanj za ozaveščanje o spolnem nadlegovanju in predvsem o ukrepih zoper ta pojav. Poudarila bi rada, zmanjševanje spolnega nadlegovanja, katerega večinske tarče so ženske, je dolgotrajen proces. Nikakor se tega ne da omejiti na eno razpravo ali eno kampanjo ali en pomemben ukrep. Torej je dolgotrajen proces, ki zahteva vzpostavljanje nujnih in zadostnih pogojev. V razmerah asimetrične razporeditve družbene moči in oblasti je za ustvarjanje obeh pogojev potrebno organizirano delovanje pretežno prizadetih družbenih kategorij, torej žensk predvsem. Doseganje zadostnih pogojev za celovito uresničevanje načela nedopustnosti spolnega nadlegovanja v zasebnem in javnem območju delovanja pa ne poteka brez ovir, kajti nosilci moči pogosto niso naklonjeni strukturnim spremembam, ki so pa potrebne, če naj se lepa načela uresničijo. To se mimogrede v vsakdanjem življenju kaže na vseh področjih, ne samo pri spolnem nadlegovanju, ampak češ, kaj bi pa še rade, saj tako in tako imate že preveč pravic. Torej naprej, potrebno prav zaradi tega, ker nosilci moči in oblasti pravzaprav v vseh družbah vidimo, neprekinjeno postavljajo pravzaprav bolj ali manj vidne ovire za uresničevanje, je potrebno neprekinjeno spoznavanje, potem nadzorovanje in vrednotenje doseženega glede na cilje. To pa je enako obravnavanje žensk in moških. No in v tem smislu je bilo po letu 1999, ko sem sama raziskovala na raziskovalnem področju, omenim predvsem dvoje pomembnih stvari, doktorica Robnik bo pa kaj več, torej njena raziskava o spolnem nadlegovanju kot družbenem konstruktu, kar že v naslovu ponazarja sociološki pristop iz leta 2006, potem pa je ena zelo zanimiva diplomska naloga z mini kvalitativno raziskavo, ki jo je opravila v okviru diplomske naloge Wu Chang v letu 2016. V tej raziskavi pa je raziskovala spolno nadlegovanje kot eno od oblik seksizma na ravni osnovne šole in to v zadnjih razredih. Torej, rada bi pa nekaj opozorila. Problem spolnega nasilja v zasebnem prostoru, konkretno v zakonski zvezi, je bil v slovenski družbi priznan že v 70-ih letih
prejšnjega stoletja, torej 20. kajti v kazenskem zakoniku je bila prisilna spolnost oziroma posilstvo moža, dejansko posilstvo moža nad ženo, kaznivo dejanje. No in takrat so se mnogi šalili na ta račun, a zdaj bojo pa že možje lahko kaznovani, ne? In tako naprej. Torej, v 90-ih letih pa se je spoznalo zanimanje tako na raziskovalnem kot medijskem področju usmerilo predvsem na spolno nadlegovanje na delovnem mestu. Torej, takrat je bil ta javni sektor pravzaprav najbolj zanimiv za lahko bi rekla, medijsko delovanje, za izobraževanje, tudi sama sem imela nekaj predavanj, recimo sodnicam in tako naprej. Takrat je bila, torej v začetku sta bili pa pomembni manjši dve raziskavi pred mano, Suzane Bec in Mojce Dobnikar. No, Milica je že omenila to velik projekt, kako reči šefu ne. Tisti projekt je dejansko zelo razgibal javno mnenje in pravzaprav se je takrat začelo na ravni širše družbe, lahko bi rekla, resno ozaveščanje. No, in temu je sledilo potem v letu 1998 tudi resno izobraževalno delo na seminarjih pod naslovom Ženske to zmoremo in tako naprej. Torej, pomembno vlogo je takrat odigraval Urad za enake možnosti, dokler je bil samostojna ustanova, najprej pri predsedniku, potem pri vladi, no in končno je padel pod ministrstvo za delo, družino in tako naprej. Zdaj, samo na kratko, v tem stoletju je bilo storjenega marsikaj za odpravljanje širših družbenih okoliščin, ki ustvarjajo diskriminacijo po spolu, zlasti žensk. Jaz ne morem vsega omenjati, samo naj omenim pomembnost recimo zakona o enakih možnostih žensk in moških iz leta 2002, potem pa resolucije, prva pa druga, ta zadnja je bila od 15 do 20 o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških. Torej, do ukinitve Urada za enake možnosti je bilo zelo veliko storjenega za ozaveščanje najširše javnosti, tudi o spolnem nadlegovanju z zloženkami, na primer leta 2003, in tudi z nekaterimi drugimi zloženkami, torej zelo bi lahko poenostavljeno rekli, ljudem obeh spolov prijazno komuniciranje. Na tak način je bilo torej usmerjanje pozornosti na druga ključna področja odpravljanja diskriminacije, na primer vprašanje enakosti na delovnem mestu, ki se v primeru spolnega nadlegovanja pravzaprav zelo hitro pokaže kot zelo resen problem. No, in takrat je bilo tudi več različnih publikacij, mogoče bom kaj pokazala, recimo Moje pravice 2003, Nediskriminacija 2005, potem so stereotipi kot tisto, lahko bi rekli, kulturno stalnico, ki nenehno prispeva k temu, da se reproducirajo negativni stereotipi o ženskah in neprimerni in sovražni vzorci do žensk. Torej, o tem je bilo tudi več različnih posvetovanj, med drugim tudi recimo na Gospodarski zbornici leta 2008, Milica to ve, ker je bila organizatorji. Potem je bilo pa tudi na različnih drugih koncih storjenega marsikaj. Recimo, Feministični manifest 2014 je v enem poglavju posebno pozornost namenil tudi spolnemu nadlegovanju. Potem recimo brošura, velika brošura Aktivni vsi leta 2018. Torej, vse to, kar se je dogajalo v Sloveniji, je bilo po svoje odziv ali pa konkretizacija tistih priporočil, ki so se pravzaprav 2 desetletji do pekinške 4. svetovne konference o ženskah oblikovali, torej ukrepi, ki so se oblikovali, ali pa priporočila, ki so se oblikovala, in potem zlasti po vstopu v Evropsko unijo, že prej pa v času približevanja, je zelo pomembno vlogo so odigrali različni dokumenti Evropske unije.
Torej, Evropska unija je po letu 1997 zelo resno in še bolj sistematično nadaljevala s 5-letnimi načrti in s različnimi strategijami za zagotavljanje enakosti. No, pomembno je recimo leta 2010, listina žensk, od takrat naprej je v 2 dokumentih posebej izpostavljeno za prizadevanje za to, da se preprečuje nasilje in to različnih vrst nasilja nad ženskami. Torej, to bi bil prvi del ali pa prvi odgovor na prvo vprašanje. Skratka, na ravni priporočil in tudi na ravni različnih regulativnih mehanizmov je bilo marsikaj storjenega. Veliko pa bi moralo biti, ampak o tem bo gotovo razprava potekala kasneje, na ravni udejanjanja. Tam pa je manjkalo marsikaj. Milica, zdaj ne vem, ali naj na kratko še odgovorim na naslednje vprašanje, kako daleč smo pri reguliranju razmer, oziroma kako daleč je pametno iti pri reguliranju ali ne, ali to pustimo za kasneje. Če je zelo na kratko, Maca, lahko zdaj, če ne, če bi pa daljše. Zelo na kratko bom tole, torej vprašanje ne se glasi, kako daleč je po tvojem mnenju pri reguliranju razmerij in posledično pri formalnem sankcioniranju ravnanja spolnega nadlegovanja mogoče oziroma pametno oziroma treba iti. Jaz sem odgovorila ali pa odgovarjam, to je odvisno od vrste spolnega nadlegovanja, zlasti skrajne oblike, kot je recimo posilstvo. Vsekakor morajo biti natančno zakonsko definirane, v etičnih kodeksih posameznih institucij pa je treba natančno opredeliti, kaj sodi v spolno nadlegovanje in predvideti primerne kazni za storilce, seveda pa hkrati tudi vse možne postopke za to, da ta pojav v posameznih specifičnih okoljih sploh postane viden. No in še zadnje vprašanje, spet zelo na hitro, kako ti razumeš spolno nadlegovanje v kontekstu pedagoškega razmerja v univerzitetnem okolju? Pregledala sem različne kodekse fakultet in raziskovalnih organizacij v Sloveniji in moram reči, da za raziskovalno področje so kodeksi dokaj popolni, ampak predvsem v razmerju raziskovalcev do predmetov raziskovanja, kadar gre za živa bitja. Medtem ko praktično nikjer ni posebej razen splošnih priporočil o tem, da je potrebno se dostojno obnašati, ni torej nekih posebnih ukrepov za primere recimo spolnega nadlegovanja oziroma za seksistične prakse, ki se pojavljajo znotraj, po horizontalni ravni in tudi po vertikalni ravni, kadar gre za odnos recimo mentor-mentoriranka ali vodja pa raziskovalec, raziskovalka in tako naprej. Pedagoško razmerje, ki pa je izrazito asimetrično glede na moč, pa skoraj ni navzoče v obstoječih kodeksih posameznih enot znotraj Ljubljanske univerze. Torej, zdi se mi, da je potrebno te kodekse dopolniti s specifičnimi opredelitvami postopka obravnave in preprečevanja spolnega nadlegovanja, predvsem z dolžnostmi nadrejenih oseb glede celovitega informiranja, potem zagotoviti, to se mi zdi pa zelo pomembno, kajti na univerzo prihajajo ljudje po določenem dolgem obdobju predhodnega izobraževanja. In ravno tale raziskava od Vučajnkove je pokazala, kako pomembno je na ravni osnovne šole pravzaprav oblikovati ustrezne vzorce obnašanja med različnima spoloma, predvsem ta problem obstaja kot večinski, in da se ne prepušča v neki naravni stihiji. Zakaj še to posebej poudarjam? Zaradi tega, ker obči trend po letu 90 v Sloveniji je, in ne samo v Sloveniji, tudi drugje, v drugih državah, vrnitev oziroma težnja po oživljanju tradicionalnih vzorcev obnašanja na področju spolnosti. Torej, menim, da bi bilo potrebno zagotoviti izobraževanje učečega osebja. Torej, učečega osebja, poudarjam, na vseh ravneh,
od osnovne šole naprej, na ravni osnovne šole in srednješolskega izobraževanja, mislim, da bi moral pomembno vlogo odigrati Urad za razvoj šolstva in Zavod za šolstvo, enote pri Ministrstvu za izobraževanje, do akademske ravni, kjer bo pa verjetno glede na avtonomijo potrebno, da bodo univerze same storile. Potem zelo pomembno se mi zdi, da bi moral biti močnejši pretok spoznanj iz raziskovalne sfere v prakso tukaj, predvsem kar zadeva oblikovanje oblikovanje politik za preprečevanje spolnega nadlegovanja, no in potem bi bilo potrebno tudi v univerzitetnem okolju zagotoviti nadzorovanje, uresničevanje različnih ukrepov. Sami sprejeti ukrepi so nujni pogoj, medtem ko je potrebno zagotavljati njihovo uresničevanje s stalnim nadzorom. Toliko za enkrat. Hvala lepa. Sonja Robnik je naredila eno večjo raziskavo, ki se robno dotika tako akademskega polja kot spolnega nadlegovanja. To je raziskava iz leta 2012 na temo trpinčenja in je nastala v sodelovanju s Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture. Raziskava je zajela 747 zaposlenih pedagoških delavk in delavcev, od tega je bilo 85% žensk, kar tudi odraža strukturo zaposlenih v tem polju. Po podatkih raziskave je 8% žrtev, 8,4% žensk in 6,2% moških doživelo resne oblike trpinčenja. Večina teh je bilo na podlagi spola, zaključuje Sonja Robnik. Na temo spolnega nadlegovanja in nadlegovanja zaradi spola Sonja Robnik sodeluje tudi z Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zvezo strokovnih društev, medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Poleg tega se je s problemom spolnega nadlegovanja ukvarjala tako raziskovalno kot v praksi, kjer izvaja različna izobraževanja in usposabljanja za zaposlene tako v javnem kot v zasebnem sektorju. Skratka je to polje njenega, torej tako raziskovalnega kot praktičnega delovanja. Vprašanja, ki sem naslovila na Sonjo Robnik in bi prosila zdaj, da predstavi strnjeno svoj pogled na to, so: spolno nadlegovanje je očitno problem v mnogih organizacijah, najbrž univerzitetni prostor ni kaj dosti različen od drugih. Kaj iz tvojih dosedanjih izkušenj pravzaprav delovanja na tem področju lahko rečeš, kje tičijo največji problemi? Je problem v tem, da ljudje minimalizirajo, normalizirajo dejanja, ki jih ne bi smeli? Smo vsi skupaj preveč tolerantni? Oziroma, kaj lahko naredimo s senzibiliziranjem in informiranjem različnih okolij za to, da bi ne samo bolje razumeli to problematiko, ampak tudi ravnali drugače, ko se takšne dejanja zgodijo. Skratka, zanimajo nas tvoje izkušnje v zvezi s to problematiko. Hvala, Milica. Ko je govorila profesorica Jogan, sem v neto kimala, ker se z vsem strinjam. To, kar je povedala Maca, doživljam tudi v praksi, to kažejo tudi moje raziskave. Ampak, če gremo zdaj malo ožje na to, Milica, kar si vprašala, kje po mojem mnenju tičijo največji problemi? Če začnemo z vodstvi organizacij. Čeprav so, kot si že ti uvodoma povedala, zakonsko obvezana ustvarjati delovno okolje, v katerem je varovano dostojanstvo, to pomeni delovno okolje, v katerem ni spolnega nadlegovanja, ni nadlegovanja in ni trpinčenja, je v praksi več tistih delodajalcev oziroma vodstev organizacij, ki ob teh pojavih zamahnejo z roko, jih pometejo pod preprogo ali pa enostavno čakajo, da bo žrtev odšla drugam, oziroma postavijo na tehtnico vrednost žrtve in vrednost storilca oziroma storilke in tehtnica se nagne praviloma v korist tistega, ki ima več moči, zlasti, če je to neka položajna moč, berite storilca oziroma storilke. Nadaljujemo potem s kolektivi, ki s tem, ko vse skupaj molče opazujejo, dogajanje ignorirajo ali pa ga celo spodbujajo, storilcem pošiljajo glasen aplavz, da z njihovim ravnanjem, vedenjem, obnašanjem ni nič narobe, da je celo morda zaželeno. Tretji del problema
bi jaz rekla, da je nizka stopnja ozaveščenosti v pojavu in pa v resnici to, da zdaj govorimo o ženskah, da praviloma nikoli nismo pripravljene na to, ko se nam zgodi. Ena izmed žrtev mi je rekla, odzvala sem se šalo, čeprav sem se potem doma zjokala. Skratka, nikoli, ne glede na to, koliko smo ozaveščene, koliko v pojavu vemo, ko se nam zgodi, praviloma nismo pripravljene na to in najpogostejša reakcija, to tudi Maca dobro ve iz njenih raziskav, najpogostejša reakcija je nek humoren odziv. Tretji del problema bi rekla, da je nizka stopnja ozaveščenosti v pojavu, ne samo pri žrtvah, ampak tudi v družbi nasploh. Četrti del, neka obča strpnost. Če že sami pri sebi razčistimo, koliko tisti, ki smo danes tukaj, ukrepa ob vsakem zaznanem seksizmu, verjetno se nam ne odzovemo vedno. In pa eden pomembnih virov vsega zla, če smem temu tako reči, da je spolno nadlegovanje morda nekoliko porinjeno v ozadje, je prelomno leto 2007, ko v Zakon o delovnih razmerjih dodamo prepoved trpinčenja. Od takrat naprej je ta oblika nasilja nadvladala vse ostale v smislu posvečanja organizacijske pozornosti. Čeprav vse tri, spolno nadlegovanje, nadlegovanje in trpinčenje, sodijo v sklop varovanja dostojanstva, vse tri so prepovedane, vsem trem morajo delodajalci posvečati enako pozornosti, v praksi žal temu ni tako. Drugi del tvojega vprašanja, kaj lahko naredimo s senzibiliziranjem in informiranjem različnih okolij. Tukaj bi rekla, da se moramo resno vprašati, koliko sploh govorimo o teh vsebinah. Maca je že poudarila, da o tem moramo govoriti od najzgodnejšega obdobja šolanja naprej. Jaz bi rekla pravzaprav že od vrtca dalje, ne samo o spolnem nadlegovanju kot o takem, ampak o celem tem paketu, ki jo je tudi Maca že omenjala. Kaj je vzrok za enakost spolov, torej od stereotipov, seksizma, diskriminacije, položaja žensk in moških nasploh do nasilja zaradi spola. Da se moramo resno vprašati, kdo je del rešitve in kdo del problema, kakšna je na primer vloga medijev pri odmerjanju medijskega prostora tem vprašanjem, na kakšen način o teh temah poročajo in predvsem s kakšnimi naslovi vzbujajo pozornost občinstva. In na drugi strani mi, gledalke, gledalci, bralke, bralci, poslušalke, poslušalci, a se zavedamo, da ni treba, da kupimo vsak seksističen, poneumljajoč medijski proizvod, ki nam ga prodajajo pod oznako zabavno, duhovito, lahkotno, sprostitveno. In potem, kaj lahko naredimo, ko se to zgodi. Rekla bom, da enako kot velja za vse oblike nasilja zaradi spola. Verjemimo žrtvi, podprimo jo. To v resnici zmore vsak, ne glede na položaj v neki organizaciji, ne glede na znanje, ki ga imamo. Ne imejmo torej v glavi velikega vprašaja z napisom, kaj pa, če ni bilo tako, kakšna je pa njena vloga, kaj pa, če je, kaj pa, če ni. Da je neresničnih prijav zanemarljivo malo, so nedokazljive, to pomeni, da so se zgodile, da se je nekaj zgodilo na 4 oči, ampak to še ne pomeni, da so neresnične. Moje izkušnje z ukrepanjem, pravzaprav, če strnem vsa ta leta, ko delam z delodajalci, pa z vsemi, ki se pač kakorkoli srečujemo s spolnim nadlegovanjem, če je najvišje vodstvo organizacije odločeno ukrepati, potem se stvari premaknejo in praviloma rešijo. Drugače pa lahko govorimo, če malo prenesem pomen iz nekega drugega področja enakosti spolov, o steklenem stropu, na katerega naletijo pritožbe, ali pa celo o steklenih labirintih, ker se postopki vlečejo, se vpliva na priče, se javno diskreditira žrtev, se jo označi kot problematično, tisto brez smisla za humor in tako naprej. Mogoče na tem mestu končam, pa bo potem še kakšna priložnost, še raje na kakšno vprašanje morda odgovorimo. Sonja, najlepša hvala. Jasna Podreka se v svojem raziskovalnem delu ukvarja predvsem s področjem nasilja in nasilja na podlagi spola.
Do sedaj se je največ ukvarjala in najbolj poglobljeno z nasiljem v intimno-partnerskih razmerjih. Poznavanje tega področja zagotovo prispeva tudi k boljšemu razumevanju problematike spolnega nasilja in spolnega nadlegovanja. V zadnjem času si Jasna pregledala tudi celo vrsto regulativ nekaterih drugih univerz po svetu in v Evropi predvsem, tako da ima še širši pregled možnih načinov urejanja tega področja tudi v akademskem polju. Pri spolnem nadlegovanju, še posebej v univerzitetnem okolju, najbrž ne gre za osvajanje, ne gre za intimne razmerja, ampak za vse kaj drugega, ampak o tem boš več povedala sama. Zato se moje vprašanja glasijo takole: kje so stične točke raziskovanja spolnega nasilja in spolnega nadlegovanja? Česa se lahko naučimo od teoretičark, ki na tem področju že dlje časa delujejo in je pomembno tudi za razumevanje problematike spolnega nadlegovanja? Kaj ti opažaš, kje so največji problemi pri razumevanju spolnega nadlegovanja v akademskem prostoru? Kako razmejiti najhujša dejanja spolnega nasilja od spolnega nadlegovanja, ne da bi zminimalizirali dejanja spolnega nadlegovanja, še posebej v univerzitetnem okolju in v odnosu profesor, profesorica, študentka, študent? Jasna, voli. Hvala za besedo, lep pozdrav vsem skupaj. Jaz mislim, da je bilo zelo veliko že povedanega, tako da bom probala biti kratka kljub kompleksnostim vprašanj. Skratka, mogoče jaz bi začela s temi stičnimi točkami. Poleg tega, kar je že vse bilo povedano so strani doktorice Jogan in Robnik, doktorice Robnik, bi jaz dodala še, da je za te oblike nasilja in nadlegovanja zelo značilno tudi to in kar jim daje to kompleksnost pri razumevanju, raziskovanju, je, da v teh primerih govorimo o oblikah vedenj in ravnanj, ki se praviloma dotikajo neke najgloblje intime posameznikov, posegajo na področje spolnosti, in zato na zelo kompleksen način se dotaknejo posameznikove osebnosti. Rekla bi, da v vseh primerih torej govorimo o nekem nespoštovanju mej, avtonomije drugega, želj, zahtev drugega in o porušenih razmerjih moči med vpletenimi. Ta prikritost, v teh primerih gre torej za te intimne oblike nasilja, ki so precej tudi prikrite, navzven, tako rekoč nevidne, in žrtve zaradi tega močno zaznamujejo ti občutki sramu, strahu, občutki krivde. Namreč zavedati se moramo, raziskave kažejo, in tu se poruši ta mit, da so povzročitelji tovrstnih vedenj praviloma nepoznane osebe ali nekdo, ki ga prej nismo poznali. V veliki večini primerov žrtev svojega povzročitelja pozna. So to osebe, ki so jim do neke mere zaupale, lahko predstavljajo tudi neko osebo, ki so jo morebiti do takrat občudovale, in gre v teh primerih, bi jaz rekla, zelo pogosto za neko izigrano zaupanje. In zato tako močno prispeva potem še na težavo pri prepoznavanju tega nasilja tudi s strani žrtev. To, kar je bilo že omenjeno, bi jaz rekla, da tudi igra zelo pomembno vlogo in je stična točka vseh teh oblik nasilja in nadlegovanja, da govorimo o oblikah vedenj, za katere je v družbi še precej visoka stopnja tolerance. Zelo veliko se srečujemo z obtoževanjem žrtve, prelaganje krivde na žrtev. Namreč jaz vedno, ko berem in gledam odzive na ta in razkritja in primere, je temeljno vprašanje, ki se pojavi v javnosti, zakaj je šla z njim nekam, zakaj se je tako oblekla, zakaj se je tako vedla, zakaj ni rekla ne in podobno. In s tem konstantno ustvarjamo družbeno klimo, v kateri dajemo žrtev vedeti, da je sama kriva, da je sama napeljala k dejanju. Tudi v postopkih, jaz ko se ukvarjam tudi z osebami, ki so šle skozi postopke, recimo na sodiščih in podobno, zelo veliko je teh obtožujočih vprašanj, ki torej iščejo razlog pri osebi, kar je ravno povezano s tem, da se to zgodi znotraj nekih razmerij, ki so že odprej vzpostavljene in kjer žrtev pozna povzročitelja. In seveda s tem povezano z
intimno naravo teh oblik nasilja je povezana tudi zelo težka dokazljivost v postopkih. Praviloma govorimo, zelo pogosto imamo samo 2 priči, a ne, sploh če je šlo za nekam bolj intimne dogodke, kjer je težko dokazati, vselej se torej povzročitelj sklicuje na nek konsenz in pogosto imamo besedo proti besedi. Vse to tudi odteguje žrtev, da prijavi, a ne, in če se srečuje z neko družbeno klimo, ki je obtožujoča, kjer ni tega razumevanja, vsej tej kompleksnosti tovrstnih oblik nasilja, seveda žrtve tudi težje spregovorijo in prijavijo. In vse to nam tudi dediščina teoretičar, ki na tem področju že dlje časa delujejo, to, kar smo že slišali, kar je profesorica Jogan povedala, mi imamo bogato dediščino, nenazadnje raziskovanja na tem področju, pa vendarle se to še ni prevedlo, a ne, in vsa ta opozorila, tudi kar je govorila doktorica Robnik, se to še ni prevedlo v prave in ustrezne sistemske mehanizme, ki bi omogočali neko popolno zaščito žrtev in tudi neko jasno postopanje v samih postopkih. Pokaže se, vsaj kolikor sem sama lahko raziskovala, da je to področje, kar je bilo tudi omenjeno, nekako ni doseglo pravega zanimanja, tako v javnem diskurzu, tudi bi rekla na raziskovalnem področju, ker številna raziskovalna polja so ostala zanemarjena v tem smislu in tudi v političnem zanimanju. Sploh področje spolnega nadlegovanja, bolj smo se recimo ukvarjali z določenimi oblikami nasilja, kot je recimo nasilje v družini, tu smo kar pomembno napredek naredili. Na področju spolnega nadlegovanja bi pa prav si upala trditi, da zelo pomembnega koraka v tem smislu ali zelo pomembnih korakov nismo naredili do neke mere, kar bi jaz rekla, da je povezano s tem, da spolno nadlegovanje, kjer govorimo tudi o niansah vedenj, ki so navidezno ne tako groba, ki ne posegajo na ta grob način v posameznikovo intimo, jih pogosto bistveno bolj toleriramo, jih razumemo kot sploh, ne vem, to verbalno, torej vso spolno nadlegovanje, ki se dogaja na tej verbalni ravni ali pa na nekem nivoju opazovanja in tako dalje, ki bi prav tako moralo biti torej nedovoljeno, se smatra kot nekaj, kar je del nekih družbenih praks, kar zdaj smo preveč puritanski, če na vse to opozarjamo in tako dalje. Je meja zelo tanka, kje torej postavimo te meje dovoljenega in nedovoljenega. In včasih je lažje se mogoče obrniti stran, pa ne torej zelo jasno postopati tudi proti tistim oblikam, ki so mogoče navidezno ne tako škodljive. In namreč kaže se, da imamo zelo sivo polje na področju regulativ in zakonodaje glede teh vprašanj, sploh recimo za področje spolnega nadlegovanja ali vedenj, ki niso kazensko pregonljiva, da je tukaj še zelo veliko odprtih vprašanj, kako ustrezno postopati v takšnih primerih, kakšne so neke ustrezne institucionalne rešitve, manjkajo jasni, kot smo ugotovili na področju v akademskem polju, jasni pravilniki, bolj dodelani pravilniki, ni dovolj samo neka etična drža, ampak se to mora prevesti tudi v konkretne sistemske rešitve, ki so pregonljive na tej ne nujno torej samo kazenski ravni. Tukaj bi jaz pa dodala še, da je zelo pomembno, da vendarle, kljub temu, da smo zdaj v nekem času, ko se je zgodil nek ta medijski pritisk za razkritje in tako dalje, kar je dobro, sočasno pa moramo biti previdni, da ne stavimo na prehitre rešitve pod temi pritiski. Pokaže se, in jaz bi si upala trditi, da se je to zgodilo tudi pri pravilniku Univerze v Ljubljani, da pod nekimi pritiski lahko potem nastanejo neki hitri dokumenti, ne dovolj premišljeni, ki lahko žrtvam celo škodijo. Tako da je zelo pomembno, da aktivno delamo, da se zadeve premaknejo, vendar pod nekimi tehtnimi premisleki, pod nekimi strokovnimi diskusijami na osnovi študij in raziskav in sprejmemo takšne rešitve, ki zagotavljajo najmožno tuteliranje žrtev. Jaz bi to omenila, ko sem gledala delovanje na področju drugih univerz, sama bi si upala trditi, da najbolj dodelan pravilnik in protokol imajo na Univerzi v Barceloni. In Univerza v Barceloni je preden je sestavila svoj pravilnik, zatem naredila celo študijo, kako naj
bo sestavljen pravilnik, takšen protokol v primerih spolnega nadlegovanja in na osnovi te študije potem zasnovala protokol. Res je, da se to zdi, da smo počasni, vendar znanost nikoli ne deluje na hiter način in ne sme staviti na hitre rešitve. Samo na hitro še za konec, kje jaz opazam, glede tega vprašanja, kje opažam največje probleme pri razumevanju spolnega nadlegovanja v akademskem prostoru. Jaz mislim, da je tukaj zelo povezano s tem, da se v vlogah povzročiteljev, in to je nasploh značilno, bi si upala trditi za področje spolnega nadlegovanja, znajdejo posamezniki ali posameznice, ki iz tega polja nosijo tudi v javnosti in znotraj lastnih institucij, imajo neko družbeno moč in ugled. In včasih se nam zdi torej nemogoče, da je oseba, ki jo recimo poznamo, cenimo, celo občudujemo kot neko skozi njeno pozitivno javno podobo, sposobna nečesa takega. In to se dogaja, to tudi tuje raziskave kažejo, da se dogaja zanikanje v teh institucijah, to, kar je tudi doktorica Robnik omenjala, da je torej oseba, ki je na neki taki poziciji moči prepoznana kot povzročitelj in ki bi terjalo neke sankcije zoper njo, da se vendarle potem raje zadeva ne razrešuje. In da je mogoče tu ta kompleksnost problema in prepoznavanja. Zato je tako pomembno govoriti torej o teh stvareh, opozarjati tudi znotraj družbe, da povzročitelji tovrstnih kaznivih dejanj pogosto ne sovpadajo z neko klasično podobo delinkventa in da prav zares, ko imamo pred očmi take zgodbe, moramo vedeti, ja, sedaj teče postopek proti tej osebi, vendar zavedati se moramo, da je ta oseba vendarle morebiti dolgo časa uničevala ali celo torej, življenje nekoga drugega. Jaz bi mogoče na tej točki zaključila, da ne bi prevzela preveč prostora, pa mogoče še o drugih vprašanjih v diskusiji. Hvala. Hvala lepa, Jasna. Roman Kuhar je sociolog, ki se med drugim tudi teoretsko in raziskovalno ukvarja s spolnostjo, sociologijo spolnosti tudi predava, je tudi dekan Filozofske fakultete. V odzivih na razkrite primere spolnega nadlegovanja pa je bilo dostikrat slišati ali brati, kako bodo zdaj ogroženi tako rekoč normalni odnosi moških do žensk, ali da bodo postali, če bomo vse tako regulirali, v kateri se bo vse, kar je v zvezi z ljubeznijo in spolnostjo zakrivalo, znova prikrivalo ali preveč reguliralo in podobno. Roman, zanima me, kako si v trenutku, ko si se soočil z nastalo situacijo na Filozofski fakulteti in moral ustrezno reagirati, koliko ti je bilo v pomoč tvoje sociološko znanje in tvoje dotedanje delo na tem področju, raziskovalno in tudi siceršnje. Zanima me namreč to, kako je bilo mogoče, oziroma kaj si pogrešal v tistem trenutku, ko si se moral pač na hitro torej zorganizirati, kajti vemo in tudi tokrat v današnji razpravi je bilo rečeno, da je akademski prostor poseben tudi po tem, da se v njem spletajo različni odnosi sodelovanja med študenti in profesorji in profesoricami, vse do prijateljstva in tudi intimno-partnerskih razmerij, s čimer najbrž ni nič narobe. Zanima me, kako torej ti gledaš na to celotno problematiko, kako gledaš na ta opozorila, kje vidiš pasti takšnih razmišljanj ali pa tudi ne, kje vidiš največje pomanjkljivosti trenutnih regulativnih mehanizmov na Univerzi v Ljubljani in tudi na Filozofski fakulteti in kaj bi bilo po tvojem mnenju potrebno spreminjati z vidika teh pomislekov. In če se lahko na koncu malce pohecam, ali se je sociolog Roman Kuhar kaj prepiral z dekanom Romanom Kuharjem, ali pa sta šla z roko v roki pri reševanju nastale situacije. Izvoli.
Hvala lepa za ta vprašanja. Preden se lotim svoje domnevno razcepljene osebnosti, ki jo sugerira zadnje vprašanje, malce se hecam, bi se najprej rad odzval na prvi del tvojih vprašanj. Zanimivo je in seveda zelo povedno, da je v razpravi o spolnem nadlegovanju pogosto prvo vprašanje, kje je meja, in hkrati vprašanje, kaj pa lažne prijave. Skoraj da nikoli ni prvo vprašanje, kaj tovrstno početje povzroča žrtvi, kaj tovrstna kultura, ki jo gojimo v delovnih organizacijah in širše, pomeni za ženske, ali širše za tiste, ki niso na pozicijah moči, pri čemer s pozicijo moči ne mislim zgolj na konkretne funkcije, ki jih nekdo opravlja, pač pa predvsem na pozicijo moči, ki jo točno določeni skupini v naši družbi še vedno daje to, kar je od patriarhalne kulture ostalo v 21. stoletju. Vprašanje meje in vprašanje lažnih prijav je seveda pomembno vprašanje in o tem je zagotovo treba debatirati, ampak v teh razpravah se mi zdi, je pogosto to vprašanje zastavljeno tako, da v središče naših skrbi postavlja potencialne storilce, ne pa skrb za zaščito potencialnih žrtev. Ta razprava nima nobene veze s tem, da bomo kot družba postali bolj rigidni. Če z rigidnostjo mislimo to, da določenim posameznikom pač ne pripada fizično ali verbalno poseganje v intimni prostor drugih oseb, v njihovo zasebnost, v njihovo telo, potem sam ne bi želel živeti v manj rigidni družbi. In resnično mislim, da so to zgolj izgovori za to, da se ne soočimo s problemom. Sam namreč menim, da je meja, kakorkoli že izmuzljiva, v osnovi vendarle vedno jasna. Vprašanje o meji je prepogosto zgolj bojazen, da bodo določeni privilegiji, ki posamezniku ne bi smeli pripadati, pa si jih ta samoumevno jemlje, seksistična kultura pa k temu spodbuja, da bodo torej ti privilegiji končno problematizirani in odvzeti. In pri tem imam v mislih vse, od najbolj banalnih situacij v vsakdanjem življenju do najbolj grozljivih scenarijev, kamor lahko vodi tovrstno nasilje. Naj bom zelo konkreten, ker mi zgodba iz mojih študentskih let v teh dneh neprestano odmeva v glavi in se mi zdi, da je dobra ilustracija tega, kar tukaj poskušam povedati. Kot študent sem namreč v začetku 90-ih let delal na nacionalnem radiju in SOS telefon je takrat sprožil neko akcijo ozaveščanja o spolnem nadlegovanju na delovnem mestu. V redakcijo smo dobili plakate SOS telefona z jasnim sporočilom, da je to varen prostor brez spolnega nadlegovanja. Urednica je ta plakat nalepila na vrata in kolega v redakciji se je takrat odzval z vprašanjem, a to zdaj pomeni, da jih, žensk namreč, niti za rit ne bom smel več pošlatati. To vprašanje se mi zdi tipičen primer tega, kako je debata o mejah pogosto zastavljena. Meje so pravzaprav jasne, vprašanje pa je ugotovitev, da nekaj, kar sem si samoumevno prilaščal, v tem primeru dotikanje telesa nekoga drugega, tudi eksplicitno ni več sprejemljivo. Čeprav že prej ni bilo, a smo vsi nekako pristajali na to igro, kot je bilo danes povedano že v predstavitvah pred mojo. Meja se mi zdi še posebej jasna, ko gre za relacije moči. V tem smislu akademski prostor ni prav nič drugačen kot katerikoli drugi prostor in kot vidimo, tudi ni nič manj dovzeten za prestopanje teh meja. Mislim, da se poleg profesionalnih odnosov v tako rekoč vseh delovnih okoljih razvijajo tudi drugačni odnosi, od prijateljskih do partnerskih, in pri teh odnosih, ki v osnovi ne temeljijo na različnih relacijah moči, je ključno, da je jasno postavljena meja. Spolno nadlegovanje je namreč tisto, kar se zgodi po prestopu te meje. Zdaj, kar se tiče trenutnega pravilnika o varovanju dostojanstva zaposlenih na univerzi in študentov Univerze v Ljubljani, njegove pomanjkljivosti vidim predvsem v nejasno definiranih odgovornostih med vodstvom univerze in vodstvom fakultete,
V praznem prostoru, ki nastane v času od prijave domnevnega spolnega nadlegovanja do konca postopka, namreč v tem času ni jasno, kaj lahko narediš in kaj pomeni zagotovitev ustreznega delovnega prostora, kot piše v pravilniku. Tukaj bi zagotovo potrebovali bolj oprejemljiva orodja, tako kot je to omenjala tudi že profesorica Jogan. Problem vidim tudi v ad hoc skupini, ki presoja sleherni primer. Mislim, da bi ta skupina pravzaprav morala biti stalna skupina, senzibilizirana za ta vprašanja, s katerimi se ukvarja. S tem ne želim reči, da konkretna ad hoc skupina ni bila, ampak se mi zdi, da bi bilo verjetno bolje, če bi imeli neko stalno skupino posebej specializirano za ta vprašanja. Jasneje bi bilo treba tudi določiti sorazmernost ukrepov. V dosedanji javni razpravi je precej zmede in neločevanja med kaznivimi dejanji zoper spolno nedotakljivost, kar ureja kazenski zakonik, in drugimi oblikami spolnega nadlegovanja, ki niso kazensko pregonljive, kot je bilo tudi že danes omenjeno. Te oblike pokriva sicer zakon o delovnih razmerjih in deloma zakon o varstvu pred diskriminacijo, ampak predvsem v ZDR-ju so zastaralni roki zelo kratki. V našem primeru recimo so bili ti roki že pretečeni. In najlažje je seveda iz obdobja domačega kavča brez poznavanja podrobnosti in vseh teh pravnih mehanizmov in slabosti teh pravnih mehanizmov vpiti vrštega iz službe. Ampak da ne gremo v podrobnosti, prav na tej točki menim, da potrebujemo kar široko razpravo, ki je vsekakor širša od univerzitetnega pravilnika in se pravzaprav dotika slovenske zakonodaje. Jasno pa je, da z nobenim pravilnikom in z nobenimi sankcijami ne bomo rešili tega problema, če se ne bomo zavedali, da ne gre zgolj za ozko vprašanje nasilja, pač pa za širšo kulturo izključevanja na osnovi spola. Nasilje je samo najbolj grozljiv izplen te kulture. Predvsem smo na Filozofski fakulteti, ko smo šli skozi ta postopek, ugotovili, da je treba celoten postopek bolj približati žrtvam. Tudi zato smo na fakulteti lansko leto vzpostavili sistem zaupnih oseb, ki so opravile posebno izobraževanje in zdaj se nanje lahko obrnejo študentke in študenti, pa tudi zaposleni, če doživljajo nadlegovanje, spolno nadlegovanje ali trpinčenje. In zdaj še beseda o razcepljenju osebnosti, ki jo omenja Milica v svojem zadnjem vprašanju. Ne, v resnici oba romana tukaj nista imela pomislekov, kaj storiti o prijavi. Še več, popolnoma jasno mi je bilo, da mora biti moje sporočilo študentkam, ki so spregovorile o spolnem nadlegovanju, da imajo torej sporočilo povsem jasno, in to je, da imajo v vodstvu fakultete zaveznika, ki bo sprožil vse ustrezne postopke in stvari ne bo pometal pod preprogo. Tukaj sem res hvaležen svojim ožjim sodelavkam in sodelavcu v vodstvu, s katerimi smo tesno sodelovali in preupraševali vse korake in vse postopke v luči zaščite vseh vpletenih. Kot rečeno, želel bi si, da bi na tej poti imel na voljo boljša orodja, poti, ki so bolj približena žrtvam. To smo potem po najboljših močeh skupaj reševali s študentkami, ampak vsem je bilo jasno, da brez prijave, brez pričanja žrtev kaj dosti ne moremo storiti. Seveda v takih postopkih nisem mogel čisto mimo človeških odnosov, poznavanj ljudi, svoje vpetosti v akademski prostor. Glede tega sta se oba romana kar veliko pogovarjala, preupraševala celotno zgodbo, preupraševala, ali smo storili vse, da zaščitimo vse vpletene, ampak rad bi poudaril, da ne prvi, ne drugi roman v tej zgodbi ni žrtev. Zato so ti dialogi pač nekaj, kar pride z opravljanjem take funkcije. Mi pa pri vsem tem mi pravzaprav ni toliko pomagala moja sociološka vednost in ukvarjanje s tem vprašanjem, nekaj zagotovo, ampak bolj dejstvo, da sem kot 23-letnik najprej civilno služil vojsko, potem pa nekaj časa bil še prostovolec v društvu za nenasilno komunikacijo. V tem društvu sem bil blizu takim zgodbam. Izobraževal sem se o teh vprašanjih in zdaj po vseh teh letih lahko ugotovim in pravzaprav moram priznati, da je civilno služenje vojaškega roka
v mojem primeru pravzaprav imelo smisel. Hvala. Hvala lepa, Roman. Zdaj smo še nekaj več izvedeli iz tvojega življenjepisa, tako da hvala še za to zgodbo. Mija Hočevar, vi ste predsednica študentskega sveta Filozofske fakultete. Zanimalo bi me, torej, kakšen je pogled z perspektive študentk in študentov. Ali imate morda kakšne informacije o tem, kakšne so bile reakcije študentk in študentov po razkritih spolnih nadlegovanj, sploh v akademskem polju? Ali nam lahko poveste kaj o tem, kako je v trenutni situaciji, ko seveda smo vsi zaprti za varnimi vrati našega doma ali pa nevarnimi vrati našega doma in ko so stiki oteženi, imate kakšne odzive študentk in študentov v zvezi s sedanjo situacijo, kakšna je njihova in vaša skupna ocena stanja stvari na Univerzi v Ljubljani, tudi v smislu pač tega, kako je ta tematika urejena v pravilnikih in v postopkih in kje vidite pravzaprav največje osnovne ali pa največje pomanjkljivosti ureditve tega vprašanja v našem akademskem polju. Izvolite. Hvala za besedo. Ja, seveda reakcij je bilo veliko in bile so tudi mešane. Zdaj, do reakcije je prišlo seveda šele takrat, ko je bila situacija, ki se je zgodila na Filozofski fakulteti, zelo senzacionalistično objavljena na enem medijskem portalu. In takrat so v bistvu študentje in študentke sploh izvedeli za to, ker pač prej zaradi tajnosti postopka o tem nismo govorili. Sploh študentski predstavniki in predstavnice smo si zelo prizadevali, da bi pač to ostalo tajno tekom postopka, ker pač samega postopka nismo želeli ogrožati. Strah nas je bilo tudi za zaščito žrtev, sicer so bile v prijavi anonimizirane, ampak strah je še vedno obstajal, ker pač bali smo se, da bi lahko na kakršenkoli način prišlo do kakšnih povračilnih ukrepov. Zdaj pa, ko so študentje in študentke za to izvedeli, je bilo odziva ogromno, tako po družbenih omrežjih, kot osebno nekih sporočil, ki smo jih dobivali predstavniki in predstavnice v študentskem svetu. Načeloma lahko rečem, da je bil odziv zelo pozitiven, torej na način, da smo dobivali neko, nemo temu reči, hvalo, zato ker smo se sploh podali v to, zahvalo študentskemu svetu, ki je pridobival podatke o tem, kaj se je dogajalo, ki je začel s postopkom prijave, ki je s tem seznanil vodstvo in podobno. Na drugi strani pa seveda velika hvala tudi vodstvu Filozofske fakultete, ki je seveda primerno in ažurno ukrepalo, pač sprejelo te prijave kot resne, se ni obrnilo na stran. Na kakšni drugi fakulteti, na kakšnem drugem visokošolskem zavodu bi se seveda lahko zgodilo drugače. Zdaj, sam odziv je bil torej načeloma dober, bili so pa tudi odzivi, ki so bili seveda temu nasprotni. Večinoma, pač, če si bom drznila to malo posplošiti, ampak nekako so bili slabši odzivi tudi v večini odzivi študentov in študentk filozofije, torej bivših ali sedanjih študentov profesorja, ki so ga pač poznali, ki so ga poznali kot zelo dobrega pedagoga, kot dobrega predavatelja in so imeli do njega pač neko intelektualno občudovanje, so ga dojemali mogoče tudi za vzor in potem je pač bilo nekako njim težko sprejeti, da gre za nek razkol med to osebnostjo, ki jo oni sami poznajo na predavanjih in osebnostjo, kakršna je bila predstavljena v medijih na podlagi dokumentacije, ki je bila seveda neprimerno v času trajanja postopka še posredovana. Tako da odziv je bil sicer zelo pač načeloma različen, ampak bolj pomembno je seveda to, da je bil odziv, kajti to je potem sprožilo nadaljnjo razpravo
In potem smo bili priča, kot vsi veste, nekemu domino efektu, se pravi, kar se je zgodilo na Filozofski fakulteti, je potem povzročilo neko vrenje tudi na ostalih fakultetah. Vsi ste verjetno videli, kaj se dogaja sedaj na AGRFT-ju, ko se je Mija Skrbinac izpostavila. Včeraj je dala tudi prijavo na Univerzi v Ljubljani, ampak šušlja se, da seveda to zdaj niso edini primeri. Lahko si predstavljamo, da se to dogaja še na drugih visokošolskih zavodih Univerze v Ljubljani, tudi širše. Študentke in študenti Univerze na Primorskem so podali anonimno pismo, v katerem izpostavljajo na določene probleme. Tako da govorice so, da se to povsod dogaja, in pomembno je, da smo mi o tem začeli govoriti, kajti pač študentje in študentke vedo za govorice, ki se dogajajo bodisi po oddelkih, recimo na Filozofski fakulteti, ali pa po študijskih programih širom drugih fakultet. Torej vedo, kateri so določeni profesorji, ki se jih je bolje izogibati, ali pa do katerih ne boš šel na govorilne ure in boš raje komunikacijo opravil prek elektronske pošte, ali pa katerim se boš pač izogibal in ne boš z njim komuniciral sam, ampak v paru s kom. Torej, vzpostavljena je neka ta mreža opozarjanja, ampak to nič ne pomeni, če ne obstaja nek varen prostor, če ne obstaja neka klima, da bi se študentje ali pa študentke pač drznili to prijaviti, o tem spregovoriti, če ne čutijo, da bodo sploh slišani, če ne vedo, kaj jih čaka, ker pač ugotovili smo sploh na našem primeru, da so postopki precej nejasni, pravilniki precej neuporabni in da je treba to seveda spremeniti. Veliko je strahu, veliko je tudi pač obstaja seveda možnost stigme. To je posledica na eni strani slabe osveščenosti, še bolj pa je torej, kot sem že rekla in kot je že prej, mislim, da zelo podrobno povedal naš dekan, posledica slabih pravilnikov, ki v bistvu ne urejajo sploh položaja študentov. Torej, na ravni Univerze v Ljubljani imamo pravilnik o varovanju dostojanstva, kjer smo študentje in študentke vsaj omenjeni, ostalih pravilnikih drugih univerz ali pa recimo zasebnih visokošolskih zavodov tega sploh ni. Tako da to je velik problem. Velik problem je tudi sestavljanje komisij, kot je bilo že prej omenjeno, v katerih sploh ni nujno, da sedijo osebe, ki so senzibilizirane za ukvarjanje s spolnim nadlegovanjem. V pravilnikih niso zapisane, kakšne naj bi bile neke primerne in sorazmerne sankcije za storilce in podobno. Torej, to je verjetno eden izmed ključnih problemov in eden izmed prvih problemov, ki jih je treba reševati. Torej, neka posodobitev pravilnikov, ampak to je prvi korak. Vsi vemo, da se je s tem treba ukvarjati širše, ukvarjati sistemsko. Kar se pa tiče Filozofske fakultete, jaz mislim, da je Filozofska fakulteta naredila vse, kar je bilo v njeni moči. Študentski svet je bil in je še vedno izjemno hvaležen vodstvu za podporo, ki so nam jo izkazali, za sodelovanje, za ažurnost, hitro in uspešno ukrepanje, pa tudi širše stvari, ki se na Filozofski fakulteti dogajajo, torej akcije o osveščanju, o spolnem nadlegovanju in spolnem nasilju, delovne skupine, ki se s tem ukvarjajo, torej ne samo s spolnim nadlegovanjem, ampak tudi recimo z spolno občutljivo rabo jezika in podobno. Torej, ključno je, da študente in študentke čim bolj ozaveščamo o tem, da vedo, da se nahajajo v prostoru, ki je varen prostor, da obstaja klima, ki njim omogoča, da sploh o tem spregovorijo in neprimernosti torej prijavijo. Mija Hočevar, hvala lepa za vaš prispevek. Katja Zabukovec-Kerin, k vam se zatekajo žrtve spolnega nasilja, nasilja na podlagi spola in spolnega nadlegovanja s svojimi izkušnjami.
Kakšna so razmerja med naštetimi ravnanji v primerih, ki pridejo do vas? Kako jim pomagate? In še posebej, kakšno je poznavanje problematike spolnega nadlegovanja oseb, ki pridejo do vas? Kaj je tisto, kar največkrat od njih izveste o tem, kakšna je bila njihova izkušnja iz ravnanja v okolju, iz katerega prihajajo, oziroma kjer se je dogajanje dogajalo? In kakšne razlike pri tem ugotavljate, če primerjate univerzitetno, torej akademsko okolje z drugimi okolji? Veliko je vprašanj, upam, da boste lahko strnili vse, če ne bomo pa še v drugem krogu. Izvolite. Hvala za povabilo in za besedo. Po takih predstavitvah je kar težko začeti še o čemerkoli govoriti, ampak se mi zdi, da je res danes moj prispevek lahko, da povem, kaj žrtve povejo, ko se obračajo po pomoč. Torej, Društvo za nenasilno komunikacijo pride letno kar veliko žrtev, okrog 900 je vseh skupaj. V glavnem so žrtve intimno-partnerskega nasilja, nasilja v družini nasploh in večina njih so ženske. Prihajajo seveda tudi žrtve vrstniškega nasilja in različnih vrst diskriminacije in prihajajo žrtve, ki želijo govoriti specifično o svoji izkušnji spolnega nasilja, posilstva in tudi v zadnjih letih vse bolj spolnega nadlegovanja. Sicer se mi zdi pomembno po tej debati dodati, da je spregovoriti o spolnem nasilju, kjerkoli se že zgodi, izjemno težko. Da včasih opažamo, da tudi žrtve, ki so že dolgo časa vključene v svetovalne procese pri nas in ki imajo svojo strokovno delavko navezan dober delovni odnos, o spolnem nasilju ne želijo povedati, ne želijo govoriti, ker želijo to zgodbo, to izkušnjo ohraniti zase. Zelo se namreč bojijo, da se jim bo zgodilo podobno, kot se zgodi žrtvam, kadar se izpostavijo, da začne namreč javnost secirati njihovo vedenje, njihovo ravnanje, da želi deliti odgovornost med povzročitelja in žrtev, da ne verjame, da se obrne proti njim in v zadnjem času vse bolj govorijo o tako imenovani socialni smrti, o obračunavanjih na socialnih omrežjih, o tem, kako lahko ne samo ugled človeka, ampak tudi socialno mrežo človeka uničiš, če se nekako javnost obrne zoper žrtev, ki izpovedujejo o spolnem nasilju. Velika večina njih o spolnem nasilju ne želi govoriti. Zato, ko se v zadnjih dneh pogosto srečujem z vprašanjem, kako da niso povedale prej, je to tisto, kar najbolj staja v meni, da bi želela povedati. Zato, ker ne morejo, ker nimajo povabila, ker nimajo dovoljenja, ker je toliko obsojanja, ker živimo v družbi, ki tako zelo normalizira spolno nadlegovanje, da ga pravzaprav večina niti ne zaznava. In žrtve, ko pridejo po pomoč, ne uporabljajo besed kot zgodilo se mi je spolno nasilje, zgodilo se mi je spolno nadlegovanje, zgodilo se mi je posilstvo, ampak govorijo o neprijetnih izkušnjah, o težkih izkušnjah, o tem, da jim težijo, da silijo vanje in šele kasneje, ko dobijo več informacij, začnejo poimenovati, kar se jim je zgodilo s pravimi besedami. Ko smo pred leti prvič prišli v stik z žrtvami, ki so govorile o spolnem nadlegovanju v akademskem okolju, je bilo praktično nemogoče izvedeti, od kje prihajajo, tako zelo so pazile na to, da bodo ostale anonimne, da bi na ta način preprečile, da bi se zgodila prijava mimo njihove volje, da bi nekdo odločil namesto njih. Prav tako so zelo pazile, da niso imenovale povzročitelja. Na to pravzaprav pazijo še danes. In eno od zelo pogostih vprašanj, ki si jih zastavljajo, je, kaj se bo zgodilo s storilcem, ali so one odgovorne za to, kaj se bo zgodilo z njim. To je seveda tudi nekaj, o čemer je treba govoriti in je treba jasno povedati, da ne za nadlegovanje, ne za posledice, ki nastanejo, ne morajo in niso odgovorne žrtve in jih je treba razbremeniti teh slabih sporočil v javnosti, da bodo sploh še upale govoriti. Sicer so se z izkušnjo nadlegovanja na nas obrnile tudi ženske iz drugih okolij, ne samo iz akademskih. Pravzaprav se na nas obračajo že učiteljice in učitelji, pa tudi starši otrok, ki so v osnovnih šolah, kjer se začne dogajati neka oblika spolnega nasilja in povejo, da šole na to ne odreagirajo dovolj dobro, ne znajo odreagirati dovolj dobro, ne vejo, kaj bi pravzaprav naredili. Tudi sami se sprašujejo o tem, kje je meja, kaj je primerno, kaj je neprimerno, kaj spada med zdravo in kaj je tisto, kar otroke ogroža.
Tako da, ko slišim, da ljudje govorijo o tem, da so meje zelo jasne, se sprašujem, za koga. Za vse, po mojem mnenju, ne. In če pogledam povzročitelje, ki so vključeni v naše skupine, kamor morajo priti zaradi tega, ker so povzročali neko vrsto nasilja, tudi trdim, da za vse meje niso tako zelo jasne. Zato, ker o tem tako malo govorimo. Ker tolikokrat, ko beremo razne komentarje v javnosti, beremo ravno napačna sporočila. Ta sporočila poberejo naši povzročitelji in ta sporočila jim kasneje tudi povzročajo veliko težav, zaradi katerega jaz mislim, da imajo občutek, da imajo dovoljenje za povzročanje spolnega nadlegovanja. Mnoge naše uporabnice se sprašujejo o tem, a spada spolno nadlegovanje k tej izkušnji biti ženska. A je to torej nekaj, kar je običajno in kar doživlja večina žensk. A je to nekaj, kar se je treba naučiti prenesti. Tudi celo življenje jih nekako vzgajamo v to, da morajo biti prijetne, prijazne, pasivne, da morajo znati umirjati strasti, da so pač moški od njih drugačni, da so nekako žrtve svojih nagonov pogosto. To odseva celo v sodbah sodišč, to lahko preberemo celo v primerih posilstev, ko sodišča relativizirajo izkušnjo žrtev na ta način. In ko so dolgo časa izpostavljene takim sporočilom, nenadoma v primerih, ko postanejo žrtve spolnega nasilja in nadlegovanja, pričakujemo od njih, da vse to pozabijo, zanemarijo in začnejo ravnati ravno obratno, kot jim nalagamo vse življenje. To je seveda težko pričakovati in za mnoge nemogoče. Veliko govorijo o tem, da zelo zanemarijo okoljem, kjer so doživele spolno nadlegovanje, ker so o neki osebi, ki naj bi povzročala spolno nadlegovanje, vsi govorili, vedeli, šepetali, da je bila to neke vrste javna skrivnost. In ne morejo razumeti, da po tolikem času, ko taka javna skrivnost obstaja, ne obstaja pravilnik, ki bi se ukvarjal s to javno skrivnostjo. In zame zato to zdaj ni presenečenje, kar se je zgodilo, sem pa presenečena, da to res še ni urejeno bolj sistemsko, da danes še ne obstajajo takšni pravilniki, ki bi dovolj dobro zaščitili žrtve pred nadaljnjim nadlegovanjem in ki bi omogočali delodajalcu, da zaščiti žrtve pred nadaljnjim nadlegovanjem. Sprašujejo se tudi o tem, ali se njim dogaja spolno nadlegovanje, če se profesor ali pa drug povzročitelj nasilja na tak način obnaša do vseh ali pa do večine, če je to njegov način komunikacije. A je torej spolno nadlegovanje, če se dogaja individualno njim ali če se dogaja vsem? A so razlike? Sprašujejo se, kako jih bo zdaj zaščitil nekdo, ki se predtem ni aktiviral toliko, da bi opozarjal na sistem pravilnikov, ki ni zadosten, na sankcije, ki ne obstajajo in podobno. A obstaja volja za to? Če smo vsi vedeli za problem toliko let, pa se nič ni naredilo, preden so primeri izbruhnili, a res obstaja volja za spremembo. In zato govorijo o teh občutkih ujetosti, brezizhodnosti, nemoči. Sprašujejo se, kaj bi lahko pridobile s prijavo, in večina oceni, da ne veliko. To je razlog, zakaj v preteklih letih ni uspelo, da bi več žrtev tudi podalo prijavo ali pa vsaj obvestilo vodstvo o tem, kar se jim dogaja, in da bi zahtevale spremembe. Enostavno niso imele upanja, da se bo nekaj spremenilo dovolj dobro. Zato sem jaz izjemno vesela, da se je pojavila študentska skupina Rezistenca, ki je zdaj nekako osvetlila ta problem in ki vztraja, da se rešuje. Ker ena od stvari, ki jo pa vemo na področju nasilja, sploh nasilja nad ženskami, je, da zgledi vlečejo in da, ko spregovori ena, s tem da pogum tudi drugim, ki si do takrat niso upale, ker so mislili, da za to ni dovoljenja, interesa, prostora. In zato je povezovanje v neke skupine, ki sodelujejo pri nastajanju novih pravilnikov, etičnih kodeksov, pri novih načinih delovanja zaposlenih na univerzi, izjemno pomembno. In želim si, da bi dobivala tudi naprej veliko prostora v javnosti, da bi lahko o tem govorila. Pred časom smo lahko zasledili govorjenje pravnega strokovnjaka, ki ga zelo skrbijo ga spremembe na tem področju in ki je povedal, da se bo, če se spremeni tudi način, kako v Sloveniji
vrednotimo posilstvo, kako je definirano v Kazenskem zakoniku, da se bo spremenila moška spolna igra. Jaz mislim, da je skrajni čas za to. In vem, da žrtve te stvari gledajo, opazujejo in čakajo, kaj se bo zgodilo. Če jim bomo dali dovoljenje, bojo lahko govorile zato, da se stvari spremenijo, ne zato, ker želijo komu škodovati. Izpovedi žrtev niso namenjene temu, da se nekomu škoduje, ampak temu, da se zagotovi varnost za njih, pa za vse tiste, ki prihajajo za njimi. Hvala lepa. Katja Zabukovec-Kerin, hvala lepa za to izčrpno na nek način poročilo o tem, kakšni glasovi prihajajo do vas. Tudi mi vsi smo bili zelo izčrpni in tudi veliko časa smo si vzeli za predstavitve teh osnovnih vaših prispevkov. Tako da bi jaz zdajle prosila, če obstaja zelo velika potreba potem, da nekdo še dopolni tisto, kar je povedal, ampak res v 2 minutah v prvem krogu, sicer bi pa odprla prostor za širšo diskusijo, ker bo kmalu 1,5 ure, odkar smo skupaj. Želi kdo na hitro še kaj povedati ali replicirati, ampak res 2 minuti, nič več. Milica, a bi smela? 2 minuti, Marca. 2 minuti. Mislim, da bi bilo potrebno študentom ob opisu omogočiti, da se seznanijo z jedrnato predstavitvijo etičnega kodeksa, kakorkoli se to imenuje, ali s pravili, v katerih bi bilo zajeto tudi to nasilje. To je ena stvar. Potem drugič, mislim, da bi bilo treba seznaniti univerzitetno osebje na posebnih seminarjih, tako kot imajo za retorične vidike in tako naprej, s celovito s to problematiko in tako na ta način usposobiti, da ne bodo več molčeča, poznavajoča okolja predstavljali ti učitelji. Potem tretjič, mislim, da bi bilo zelo potrebno v redne letne vprašalnike, s katerimi se ocenjuje učno osebje, vključiti tudi na primeren način pojasnjeno dimenzijo teh spoštovanja, dostojanstva posameznika in celovitosti posamezne osebnosti in tako naprej. Skratka, lahko se s posrednimi vprašanji zagotavlja to, da bi izvedeli, koliki meri se spoštuje ta nedotakljivost posameznih študentov. In še to, mislim, da bi morali na ministrstvu ustrezne njihove enote, ki sem jih prej omenila, Zavod za šolstvo, za razvoj šolstva in tako naprej, najprej biti nosilci posameznih odgovorni nosilci za posamezna vzgojna področja in izobraževalna področja, seznanjeni s tem zelo temeljito in da bi bili po vertikalni liniji potem dolžni prenašati to na ustrezno učno osebje v osnovnih šolah in tudi v vrtcih, kot je prej doktorica Robnik omenila. Hvala. Mikrofon, Milica. Ja, sebe sem izklopila, ja. Hvala lepa, Maca. Cela vrsta stvari, ki si jih naštela in s katerimi se strinjamo, tudi na Filozofski fakulteti zdaj pripravljamo pripombe in predloge za popravke obstoječega pravilnika o varovanju dostojanstva in tudi v naših letnih načrtih, predvsem načrtu enakosti spolov, imamo pripravljene predloge prav teh aktivnostih, ki si jih ti omenila, vključno z izobraževanjem študentov in študentk in tudi profesorjev in profesoric, tako da to je ena od stvari, na kateri bomo zagotovo vsaj na Filozofski fakulteti in predlog bo tudi širše na tem delali. Tako da hvala lepa. Še kakšna hitra reakcija uvodničarjev in uvodničark? Sicer pa odpiram razpravo za vse sodelujoče. Izvolite. Prosim vas, da se predstavite, pa ne vem, če vas bom vse videla, tako da kar.
Izvolite. Milica, mogoče eno vprašanje je že od Vesne Leskošek v chatu. Bom prebrala, ja, hvala lepa. Sprašujem, kaj se sedaj odvija na Univerzi v Ljubljani, o tem ni informacij, ne vemo, ali UL resno pristopa k urejanju problema in k zagotavljanju enakosti spolov. Jaz mislim, da je prava oseba, ki na to lahko odgovori, Roman Kuhar. Zelo na kratko, na Univerzi v Ljubljani je zdaj ustanovljena delovna skupina, ki čaka na pripombe Filozofske fakultete na pravilnik o varovanju dostojanstva zaposlenih. Ta petek bomo z naše fakultete njim poslali naše pripombe in sugestije. Ta delovna skupina bo potem sestavljena še, mislim, da iz predstavnikov in predstavnic pravne fakultete, pa naše fakultete, verjetno nek interdisciplinarni tim, ki bo, to je zdaj načrt, prenovil ta pravilnik, hkrati pa podal verjetno tudi sugestije ali pobude za spremembo zakonodaje na ravni države, ker namreč tisto, kar ugotavljamo je, da z pravilniki na ravni univerz ali fakultet pravzaprav lahko dosežemo nek določen delež, lahko neko določeno mero, do neke določene mere rešujemo problem, potem se pa seveda zelo hitro zaletimo v zakonodajo, ki je nadrejena, in v bistvu je treba, tako kot sem tudi že sam omenil, pa tako kot je bilo omenjeno v kar parih prispevkih, verjetno pogledati tudi, kako so stvari urejene v ZDR-ju, Kazenskem zakoniku, nenazadnje se zdaj spreminja, oziroma mislim, da od danes naprej se zbirajo podpisi za spremembo posilstev in te, pomagajte mi, skratka, samo ja pomeni ja, torej sprememba te perspektive. V tem smislu torej se nekaj dogaja. Kar se tiče pa enakosti spolov, pa mislim, da bo tudi univerza mogla v zelo kratkem času sprejeti nek načrt za zagotavljanje enakosti spolov. Zdaj tukaj bo seveda tista pobuda, ki jih bo v to prisilila, dejstvo, da se na shemo Horizon Europe ne bo mogla prijavljati kot institucija brez takega dokumenta, ki ga smo na Filozofski fakulteti lansko leto maja sprejeli. V okviru tega načrta so vse te aktivnosti, ki so bile tukaj omenjene, tudi se dogajajo in verjetno bo tudi ta naš načrt neka podlaga za podoben načrt sprejet na univerzi, upam. No? Hvala lepa. Izvolite naprej. Jaz ne vidim vseh sodelujočih, tako da prosim, da si kar vzamete besedo, če želite. Lahko samo preberem še eno mnenje v chatu, ker moram že zapustiti razpravo. Se zahvaljujem vsem udeležencem, da smo se pričeli o tej problematiki pogovarjati. Osebno menim, da bi morala biti naša primarna naloga zaščititi tiste, ki trpijo zaradi nadlegovanja, in podpiram gospo Joganovo glede izobraževanja učečega osebja. Naš čas je sicer potekel, ampak še vedno imamo, mislim, da v dobrem nekaj minut, tako da izvolite. Če smem jaz nekaj reči? Izvoli, Mojca Dobnikar. Rada bi majčkeno bolj poudarila to povezavo med spolnim nadlegovanjem in seksizmom, ki je sicer bila parkrat omenjena danes, ampak se mi zdi, da mogoče malo premalo. Sploh v akademskem oziroma, tako bom rekla, sploh v pedagoškem okolju, v pedagoških institucijah, ker če imamo okolje, v katerem nek profesor lahko reče, kolegice bodo pa to težje razumele, recimo, ali pa nek profesor ali pa tudi profesorca ali pa učitelj, učiteljica na izpitih oziroma pri spraševanju, pri preverjanju znanja različno ocenjuje
pač tiste, ki jih sprašuje, pri katerih preverja znanje, različno ocenjuje glede na spol, kar se seveda dogaja in to se dogaja od osnovne šole naprej, ne. Potem imamo tako zelo na široko odprto pot k spolnemu nadlegovanju, ne, ker s tem v bistvu treniramo bodoče žrtve, da sprejemajo neenako obravnavo oziroma da so pripravljene sprejeti tudi kaj več od seksističnih pripomb, ne. Tako da se mi zdi, da mogoče en del je gotov to, kar ste večkrat omenili, da se morajo popraviti oziroma sprejeti pravilniki o ukrepanju, ko gre za spolno nadlegovanje. Mogoče pa je drug del tudi so neki, ne vem, jaz pedagoško okolje sicer premalo poznam, ampak predstavljam si, da bi to lahko bili neki etični kodeksi, ki bi vsebovali tudi nekakšna priporočila, da se seksističnim opazkam, ravnanjem in tako naprej ne bi učiteljsko pedagoško osebje izogibalo oziroma ne bi bilo pozorno na to, ne. Rada bi opozorila še na eno stvar, čeprav mogoče za to današnjo razpravo ni toliko pomembna, pa vseeno, ko se pogovarjamo o spolnem nadlegovanju, ponavadi pozabimo, da je velikokrat tudi del odnosov, v katerih sicer vlada nasilje, ne. Skratka, da je spolno nadlegovanje prisotno ne samo v javnih prostorih, ampak tudi v zasebnih. In da zato seveda je toliko bolj normalizirano, zato ga seveda žrtve tudi v javnem okolju lažje v narekovaju prenesejo, ker so navajene nanj tudi že iz zasebnega okolja. In še enkrat bi opozorila, čeprav je bilo že opozorjeno, da je res, po mojem, je prav razlikovati med spolnim nadlegovanjem in spolnim nasiljem, ne samo zato, ker eno tematiko obravnava kazenski zakonik, druge pa ne, ali pa še ne, kakorkoli, ampak tudi zato, da nekako vendarle razlikujemo te različne oblike, jaz jih dajem pod krovni pojem spolno nasilje. Zakaj na to opozarjam? Ker se zgodi, da v raziskavah, ko sprašujemo respondentke in respondente, ali so doživeli spolno nadlegovanje, velikokrat dobimo tudi odgovor, da ja, na vprašanje, kakšno obliko, pa dobimo odgovor o posilstvu. To se pravi, jaz to razumem kot en znak enega hudega nerazumevanja oziroma neosveščenosti, kako hudo kaznivo dejanje je posilstvo, ne. Tako da mislim, da nekako bi priporočila, no, da vendarle smo tukaj malo bolj precizni, ko govorimo o enem ali o drugem. Hvala. Hvala lepa, Mojca. Milica, še en komentar v čatu? A bi smela eno kratko repliko? Ja, Milica, ne slišimo. Malce kratko, ja. Zelo kratko repliko. Torej, to, kar je omenila Mojca Dobnikar, jaz se z njo zelo strinjam, samo današnja tema je bila pravzaprav res s poudarkom na spolnem nadlegovanju, sicer pa iz raziskav o odnosu do žensk, nasploh v akademskem izobraževanju in tudi raziskovanju, izhaja cela vrsta spoznanj, ki kažejo na to, kako je pravzaprav seksizem v teh vsakdanjih odnosih še navzoč in kako pravzaprav se mirno v bistvu reproducira tisti vzorec, ki je pred 120–130 leti prevladoval, ko so se ženske borile za vstop na univerzo. Naj opozorim na to, da je takrat veljalo, da ženska, ki hoče biti izobražena in ki hoče javno potem kot izobražena delovati, velja, da je opustila vse moralne norme, ki so ji določale njeno ženskost. To pomeni, da je morala biti doma. In če je šla v javnost, je lahko potem kot spolni objekt
tako dostopna, kot je pač javni pitnik za vodo in tako naprej. No, skratka, ti vzorci ženskosti in moškosti tudi v akademskem okolju so bili pa zdaj posebej tudi izpostavljeni v tem velikem projektu o spolnem nadlegovanju, katerega rezultate so predstavljali junija lani na veliki konferenci, glavni sticatelj je bila pa ravno Univerza v Barceloni in zato se mi zdi, da bi bilo zelo prav, če se vzorec regulacije zagotavljanja enakosti spolov v akademskem okolju, da se kot eden od vzorcev za to upošteva prav ta barcelonski primer, ki ga je doktorica Podreka prej omenila kot tistega, kjer je najbolj izdelano. Zaradi tega, ker nima smisla spolno nadlegovanje in ta, lahko bi rekla, mizogina drža do žensk je univerzalen ali pa globalen pojav in zato ni treba, da se v vseh okoljih gre od abecede, od A do Ž naprej, ampak da se lahko vskoči tam, kjer je že recimo črka M. Hvala lepa, Maca. Mi se res v tem današnjem pogovoru nismo dotaknili vprašanj seksističnega govora, je pa zagotovo to ena, bi rekla, točka, na kateri bi se morali ustaviti. Verjamem, da se bomo, oziroma da se bodo organizatorice, ki bodo nadaljevale te pogovora, na to še vrnile. Med nami vem, da je nekdo, ki je v svoji magistrski ali diplomski nalogi obravnaval seksizem v akademskem polju na eni od članic univerz, ne bom je imenovala, ampak če se želi oglasiti v tem primeru, ji seveda z veseljem dam besedo, če ne pa naslednjič. Bi pa v tem trenutku rada prebrala še eno vprašanje, ki se je pojavilo v chatu. Kaj pa seksističen in sovražni govor na spletu in družbenih omrežjih? Kakšno je vaše mnenje o tem in ali menite, da bi takšen govor moral biti omejen, ker pač prispeva k tako imenovani kulturi posilstva? Kdaj bodo gostilniške šale ostale res v gostilni, pa še tam ni okej, ne pa da se slednji razširja na radio, televizijo, Twitterje in podobno. Tudi za to tematiko mislim, da se pripravlja poseben pogovor, kakšno vlogo imajo mediji, ampak vendarle, če kdo želi odgovoriti na to vprašanje ali referirati na to iztočnico, izvolite. Mogoče samo na kratko, no, lahko nekaj rečem. Jaz bi rekla, da ja, da se preveč dopušča na družbenih omrežjih, da je prav zares tam toleranca še toliko višja, ker je neregulirano in da bi vsa ta socialna omrežja, kot so Facebook, Twitter in podobno, lahko nastavlja mehanizme za omejevanje takšnih debat, komentarjev, pa tega ne storijo. In ko so delali analize, se je pokazalo, da imajo operaterji tukaj zadaj zelo visoko stopnjo tolerance in da spustijo zelo veliko tega sovražnega govora čez. Tako da in to, kar je Katja omenjala, tudi v smislu, kako se zoper žrtve obrnejo na socialnih in družbenih omrežjih, je to še toliko bolj uničujoče, ker to postane v trenutku viralno. Nekaj, kar je izrečeno v prostoru, porabi kar veliko časa, da gre ven, medtem ko nekaj, kar je izrečeno na Facebooku ali pa kjerkoli, gre zelo hitro in tu se kažejo, raziskave kažejo, da to nasilje preko spleta, ki se dogaja, ima še toliko hujše posledice potem na žrtve in ustvarja še bolj to kulturo nesprejemanja in torej prelaganja krivde na žrtev. No, toliko, če mogoče še kdo kaj doda. Mogoče, če smem spregovoriti sam še o tej povezavi, kako to ustvari dejansko dovoljenje za početje potem posameznika nad posameznico. Včasih poslušam, ko čakajo preden se začne skupina za povzročitelje nasilja, ko si izmenjujejo stvari, ki so bile napisane na Twitterju ali pa drugje kot štose.
In pogosto slišimo žrtve povedati, da ob medijsko izpostavljenih primerih, da njihovi povzročitelji ne samo citirajo neprimerne izjave povzročiteljev, ampak jim grozijo, da bodo ponovili natanko takšno dejanje nad njimi, saj vendar vidijo, da jim nihče nič ne more. Hvala lepa, Katja. Če sem prav zaznala, se je k besedi javila Eva Bahovec. Najlepša hvala, Milica, za besedo. Moje ime je Eva Bahovec, prihajam z Filozofske fakultete in mesta žensk in še odkot. Raziskujem pa na področju vzgoje in izobraževanja. In če smem, bi se vrnila k prvotni tematiki in bi še posebej poudarila to iniciativo, pomen povezovanje pravne ureditve in vseh vidikov, ki jih danes vzpostavljamo, z, kaj ne rečem, istočasnim, hkratnim osveščanjem, informiranjem, izobraževanjem in nenazadnje vzgojo na področju spola, spolne razlike in seksualnosti v vsej vertikali, oziroma morda ta beseda ni najboljša, v piramidi vzgojno-izobraževalnega sistema, začetkom v vrtcih, kar je bilo danes posebej poudarjeno, tu sem pristrigla z ušesi. Morda lahko samo omenim, da nekatere že obstoječe dobre prakse so že aktualne, med drugim potekajo v okviru sodelovanja fakultete z skupino vrtcev v Zagorju, pripravljamo pa pobudo, seveda za vse vrtce oziroma vzgojno-izobraževalne institucije za predšolsko obdobje v državi, vključno s privatnimi, katoliškimi in drugimi vrtci in tako naprej. Seveda je pa tu še pomemben vidik izobraževanja staršev in tako naprej. Skratka, temu apelu se vsekakor pridružujem, da je potrebno ne v naslednji fazi, ne nekako sekundarno oziroma z nekim odlogom, ampak istočasno razmišljati o usposabljanju tako študentov in študentk, kot torej na vseh stopnjah vzgojno-izobraževalnega sistema, ampak to umestiti v nek širši kontekst, morda ne nazadnje poslanstva Filozofske fakultete na področju humanistike in družboslovja. Vsekakor bom pri tem z veseljem sodelovala. Najlepša hvala vsem za vse razprave in vse, kar smo danes izvedeli. Hvala lepa, Eva. Želi še kdo besedo? Smo že kar pozni. Sicer, če ni, bi... Je? Izvolite. Roman je. Če smem, tretji roman, ta je pa Vodebov. Boste me poslušali? Zelo na kratko, ker smo že res čisto po koncu. Glejte, jaz sicer veljam za nekaj antifeminista, ampak glejte, tale razprava je malo pridigarska. Zdaj, jaz sem tako bolj testosteronski, ne bom rekel, tako sem rekel v Faktorju, da bi te profesore za jajca obesil, ker bi ščitil ženske, ampak bom rekel, da se v teh napadalcih da skozi nek teoretski diskurs bistveno več povedati kot s pridigo. Jasno je, da se da pravilnike sprejemati, ampak če se bi te psihopate dalo profilirati, Kolega, lahko prosim ostali v akademskem okviru. Bom rekel, struktura moralnega razsojanja, superego, Nadias, ima določen protokol. Določeni profesori imajo strukturo moralnega razsojanja popolnoma deplasirano, pokvarjeno in v eni taki debati akademski bi bilo dobro razpravljati, profilirati te napadalce, se pravi o njihovi duševni strukturi kaj povedati. Morali bi tematizirati transfer, to je tisto čustvovanje, ki se vzpostavi na relaciji profesor, študentka. Ta tandem je nevaren, ker študentke se določeno, rekel čustveno, transferno navežejo na svoje profesori, ti pa to vejo in to izkoriščajo in potem grejo čez mejo. Morali bi, ampak skozi teoretski diskurs se da profilirati te napadalce in se ne sme reševati vse s pravilniki, ampak z razgaljanjem osebnostne strukture tistih potencialnih napadalcev, ki so sposobni to zagrešiti.
Se pravi, če sklenem, vse je ta razprava dobrodošla, pa pravilniki, pa vse, ampak da se pa bistveno več o čustovanju, o nezavednih procesih, o moralni razsodnosti napadalcev povedati. Toliko. Hvala. Hvala lepa. Mislim, da se bomo v nadaljevanju, kot obljubljajo organizatorice nadaljnjih pogovorov, dotaknili cele vrste drugih vprašanj in to je samo začetna diskusija, zato smo jo tudi tako naslovili in vodili, da pokažemo in da vidimo, koliko z našim sociološkim znanjem znamo prijeti, misliti, reagirati in ustvarjati razmere, da bi takšnih dejanj bilo vse manj. Kot sem napovedala že na začetku, pa imamo pripravljeno tudi izjavo, javno izjavo Slovenskega sociološkega društva o spolnem nadlegovanju v akademskem polju in bi v tem trenutku prosila predsednico društva, doktorico Hajdejo Iglič, da vzame besedo in predstavi izjavo. Prosti, Milica, še eno vprašanje je v chatu, mogoče lahko še na to na kratko odgovorimo. Se opravičujem, nisem ga videla. Tole zadnje, jaz bi izpostavila primer iz vrtca, kjer sem zaposlena in sicer se s predšolskimi otroki učimo seksistično pesmico, ki so jo napisale vzgojiteljice. Ko sem omenila, da se mi zdi pesmica sporna in neprimerna, se je vzgojiteljica odzvala smehom in me ni vzela resno. To se mi zdi skrajno problematično in me zanima, če se lahko v takih primerih na koga obrneš, razen ravnatelja. Hvala za vse prispevke. Bi kdo želel odgovoriti oziroma komentirati? Mislim, da se lahko obrne na katerokoli osebo, ki je danes tukaj nastopala, ker danes smo lahko samo en delček tistega, kar bi sicer povedali, tu povedali. Tako da prav pa je in zelo sem vesela, da se sliši nekaj takega, bi lahko rekli from bottom, od neposredne prakse. Tako da hvala tej gospe, ki je to vprašanje postavila. Mislim, da je zelo resno in da bi bilo prav, če bi se s takim ukvarjali tudi, mislim, da je skupnost vrtcev ali nekaj takega. Jaz sem bolj razumela v tem kontekstu, da je bilo vprašanje namenjeno na koga znotraj pač institucije, se je še mogoče obrniti razen na ravnatelja, ampak ja, bomo o tem še najbrž več govorili v prihodnje. Hajdeja, zdaj pa ti res dajem besedo, izvoli. Pardon, še Eva. Ker hotela sem reči, da se lahko seveda direktno povežemo z skupnostjo strokovnih delavcev in delavk na področju predšolske vzgoje in tudi sama bom to vprašanje posredovala. Upam, da stopimo tudi neposredno v stik. Najlepša hvala. Se opravičujem za zadnji trenutek. V redu. Hvala lepa, zdaj pa res tretjič. Hajdeja, pa zvočnik, prosim, če vklopiš. Hvala lepa. Milica, če smem nekoliko spremeniti tvoj vozni red danes, jaz, ker smo že skoraj na 7. uri ne bi brala celotne izjave, bi vas samo obvestila, da je sociološko društvo pripravilo izjavo za javnost. Ta izjava za javnost lahko preberete tudi na spletni strani sociološkega društva. Bi pa še teh nekaj minut namenila temu, da se seveda najprej zahvalim vsem sodelujočim na današnji okrogli mizi, tebi, Milica, kot organizatorki in okrogle mize in vsem poslušalcem in poslušalkam in vas hkrati povabila na naslednje dogodke. Torej, odločili smo se, da tekom letošnjega spomladanskega semestra organiziramo več dogodkov na temo spolnega nadlegovanja in nasilja in na teh dogodkih se bomo ukvarjali bolj poglobljeno s posameznimi vprašanji, ki pa so bila danes nakazana oziroma odprta. Dodala bi še, da smo na prenovljeni strani Slovenskega sociološkega društva odprli tudi sociološki blog. Ta sociološki blog predstavlja prostor za objave, za diskusijo, polemiko. Dobrodošle so objave na današnjo temo.
torej objave, ki so bodisi sociološka refleksija problematike nasilja in nadlegovanja, objave, ki predstavljajo osebno izkušnjo ali pa objave, ki se ukvarjajo z vprašanji, kako z to problematiko urejati oziroma kako jo izboljšati sedanjo situacijo. Torej, to bi bilo, Milica, jaz mislim, dovolj z moje strani in seveda vabilo za naslednje srečanje. Torej, vse informacije o tem, kako kdaj bodo potekali dogodki, s katero tematiko se bodo ukvarjali posamezni dogodki, boste lahko našli na spletni strani društva. Tisti, ki ste pa članice in članice društva, pa veste, da vam sproti tudi pošiljamo sporočila po elektronski pošti. In še enkrat se hvala vsem, ki ste sodelovali na tej zanimivi okrogli mizi. Hvala, Hajdeja. Jaz bi se tudi rada zahvalila vsem sogovornicam in sogovornikom, ki ste se odzvali najprej, da predstavite vaša videnja na začetku tega pogovora, pa tudi vsem drugim sodelujočim, ki ste dali svoj prispevek k boljšemu razumevanju, večji informiranosti, sugestijam, kako nadaljevati pogovore. Skratka, pogovori se bodo nadaljevali, kot je bilo že večkrat napovedano, in nestrpno pričakujemo, torej, kakšne teme bodo iz tega pogovora in sicer tudi izšle v nadaljevanju. Torej, v tem trenutku zaključujem ta pogovor in se zahvaljujem še enkrat vsem za tako številčno udeležbo. Mislim, da je številka se bila ustavila na 136 sodelujočih, če sem prav zaznala. Hvala še enkrat Slovenskemu sociološkemu društvu in Trubarjevi hiši literature, da nas je gostila, in vsem, da ste bili z nami celi 2 uri. Hvala lepa.